Če so zadnje novice, ki so vam prišle o piramidah, je cela zgodovina napačna. Veste, kaj to pomeni? Jaz sem bila čist noro. Čau, Linka z vami ali pa Alien Mama, kakor hočete. Upam, da ste fajn, dobrodošli na kanal ali pa dobrodošli nazaj na kanal. Kdor ni naročen, se naročite in gremo čim prej v ta amazing video, ki ste ga by the way vi izglasovali. Tukaj vam dam, da vidite, komi ste ga izglasovali na enem True Crime, ampak ste ga za 52%, tako da it's your doing. Zdaj marca 2025 je na vseh možnih social medijah v javnost precurlala novica, da Egipt ni to, kar se zdi, predvsem Giza in tiste 3 največje glavne piramide. By the way, jaz sem tam že bila, v hotelu, ki je imel pogled na piramide. It was beautiful, ampak takrat nisem toliko veliko vedela o tem, tako da bomo danes malo več govorili o tem. Ampak govori se, da vse, kar smo mislili, da piramide so, da je to grobnica, da ni res in da je spod veliko več kot samo to. Če sem jaz pravilno raziskovala, ne bi marca 2025 vam prišle 2 ogromni novici, 2 ogromna nova podatka, kaj vse ne bi bilo pod piramidami in ena ideja je da, ne bom rekla ideja, ena hipoteza je, da je spodaj kompleksen sistem dvoran, templov in tunelov. In pa druga raziskava, zelo obsežna, pa govori o tem, da je pod vsaj glavno piramido, mislim, da je Kefranova, sploh ne vem, kako povedati z besedami, neskončno dolgi stebri, sobane, nek prazen prostor, stopnišča vijugasta. Nekaj enormnega, toliko enormnega, da gre spodaj kilometre in kilometre daleč. Po poročanju naj bi ekipa arheologov in raziskovalcev, vključno z mednarodno skupino univerze v Tübingenu v Nemčiji, by the way, naletela na nenavadne elektromagnetne anomalije. Potem so pa rekli, oh my god, tukaj spodaj nekaj je, nekaj novega, nekaj, kar moramo raziskati, in so začeli potem z georadarsko raziskavo in so spodaj našli 13 kilometrov povezanih hodnikov med sabo, 12 soban, ki so by the way še vedno neznanka, kaj so, eno srednjo dvorano, veliko basically kar nogometno igrišče in potem simbole vgravirane v steno, ki pa niso podobne ničemur, kar smo prej videli in slišali v Egiptu. Niso niti kot hieroglifi. Nobeni. Ta ime bom zdaj razmesarila. Marquis de Lafayette je francoski raziskovalec, ki je že v 19. stoletju govoril o svetem mestu pod Gizo, ki naj bi ga varovali sinovi zvezd. Dolgo časa je veljalo, da gre za mit, ampak zdaj, ko so te nove raziskave prišle ven, pa ljudje razmišljajo, kaj pa če je mogoče imel prav. Zdaj pa še ta druga raziskava, ki je prišla ven, ki je pa meni osebno veliko bolj fascinantna in veliko več se v njej govori, in sicer to je pa odkrila skupina italijanskih raziskovalcev, tako da vse se nekaj vrti tukaj okrog naših sosedov, bližnjih sosedov. Oni pa trdijo, da so odkrili velikanske navpične jaške, zavite v spiralne stopnice. Tako da to, kar vidite zdaj na sliki, to gre tako kilometre in kilometre dol, taki neskončno mogočni stebri, ki ne vem, naj bi bili v osnovi podpora piramidam ali ne vem kaj, ampak okrog tista spirala, pa potem je kao stopnišče, da greš dol ali pa gor. Potem so odkrili spodaj enormno apnenčasto ploščad, ki pa vsebuje 2 ogromni komori s padajočimi kanali, ki pa spominjajo na cevovode. Potem ne bi pa še 640 metrov pod Kefranovo, ta veliko piramido, odkrili vodni sistem, ki bi potem vodil naprej še globi, kot si lahko zamisliš. Ta teorija govori tudi, da ne bi potem celotno to enormno podzemlje, res govorimo o kilometrih globine, ne bi se povezovalo še med sabo, ne samo pod to piramido, ampak še do 2. in 3. piramide, tam so itek 3 na kupu. Oziroma jih je več, ampak 3 so tako, te velike. V zadnjem času, sploh takrat je tudi TikTok, so res toliko čudne stvari vam prišle. Recimo en TikToker je slikal oziroma gledal satelitsko sliko nad Gizo oziroma prav nad piramidami in je ugotovil, da so take ful svetlobne anomalije nad piramido, tako da je nekaj ful čudnega svetlobno. Namreč on je to gledal po noč, da ne bo pomote, je pa res, da se pravim, jaz sem tam bila in tam je po skoraj vsak drug ali 3 dan, gledansko smo jo te šove, light šove na piramidah, ker je tako malo teki za videti, ampak ne vem, mogoče je to videl, ampak ok, gremo dalje. Še en drug TikToker je šel tja raziskovati in je potem tam gledal in meril magnetno polje in je videl, da neki zraven piramide ali pa iz globin piramide ali pa iz bilo kje
neskončno vpliva na magnetno polje. Potem se začnemo spraševati, pa to ni sveže vprašanje, to je nekaj, kar se sprašujemo že zelo dolgo časa, že ne vem, mogoče še pred Nikola Teslo, ampak Nikola Tesla je bil tisti, ki je začel ful dobre pointe izpostavljati, da piramida mogoče ni bila grobanca, ampak basically tako elektrarna, ker noter v piramidi so najdel ful čudne stvari. En kup enih elementov, ki jih danes uporabljamo za kakršnokoli prevodnost elektrike, so najdel dejansko v piramidi in noben ne govori o tem, plus zabeleženo je, da je en znanstvenik dejansko odnesel ven iz piramide veliko takih stvari, ki bi spominjali na to, da so bile piramide električni nek prevodnik / ustvarjalci elektrike, ampak ja, o tem se ne govori. Tako da ja, če pogledamo osnovno idejo in tisto, kar so nas učili v osnovni šoli, je, da je piramida grobnica faraonov, ker je res ekstensivno. Zakaj bi si nekdo res naredil toliko bizarno mogočne grobnice? Gremo kar na informacije, ki izpodbijajo logiko, da bi piramide sploh bile grobnice. Prvič, nikoli niso tam dejansko našli trupla oziroma mumije, ker bi bila tako basic stvar. Vem, da vsi govorijo, da so totalno izropane, ampak vseeno je pa čudno, niti ne zgleda. Mislim, toliko so se trudili s to popolno osnovo stavbo, arhitekturo in potem notka hodaš, so pač tako boring, ne kaj ne rečem. Drugič, notranjost nima tipičnih elementov neke grobnice. Zdaj, če gledaš druge kulture v istem času, imajo grobnice pač občutek grobnic. Tukaj ni tega občutka. In pa tretja teorija energetskih centrov. Dr. Patrick Flanagan naj bi že dolg časa nazaj, mislim, da v 18. stoletju govoril v nekih energetskih poljih in v nenavadnih posebnih vibracijah okrog piramid. Torej, on v bistvu ni trdil, da je mogoče za elektriko, ampak da je prevodnica energije, bilo kakšne. Baje ne bi tudi po stropih piramid nekje ne bi najdel določene kristale, ki so spet neki prevodniki energije. In zdaj, če se nanašamo na prvo teorijo iz marca 2025, bi te dvorane, oziroma celo mesto, ki naj bi ga najdel spodaj pod Gizo, sprašujejo, kaj če bi bila piramida del večjega sistema, mogoče antenskega omrežja, antene, ali pa kaj če so bile mogoče v štartu zgrajene za mrtve, potem so jih pa uporabljali ali pa povečali njihov pomen za nekaj drugega, nekaj večjega. In če govorimo o teh hodnikih in ogromnih podzemnih prostorih pod Gizo, so raziskovalci opazili nekaj tudi izjemno nenavadnega. In sicer, da je poravnava teh prostorov in pa koti hodnikov, kako te hodniki potekajo, so v bistvu čiste, kot da bi bila preslikava gor Oriona, ozvezdja Orion, dol na te hodnike, tako čist istih oblik. Hans Keller je leta 1978 izdal tudi poročilo o domnevnih Telluric Energy Lines. On je verjel in preučeval, da pod piramidami potekajo dejanski energetski tokovi. In tudi piramide ne bi bile, v Gizi piramide specifično, ne bi bile postavljene na stičišču teh tokov in on je verjel, da so lih te piramide na teh stičiščih v bistvu prevodnice, da se ta energija še naprej lahko prevaja, pač gre dalje. Tako da ljudje večkrat razmišljajo, da je bilo to mogoče eno pradavno stanje o resonanci in da so takrat že vse to razmišljali, kako energija poteka in zato so tiste kristale tudi vključili v piramide, da pač je prevodnost boljša. That would be amazing, pač čist nek next level razmišljanja, ki ga zdaj sploh nimamo raziskanega. Zdaj nam je šlo vse samo v tehnologijo, v svoj znanje ustvarjamo, v svoj znanje usmerjamo pač v tehnologijo, v te napravce pa to. Gremo še naprej govoriti o tem, zakaj so te piramide v defaultu bizarna stvar. Sploh, če bi bile samo grobnice. Namreč, v enem izmed hodnikov ne bi bile stene iz granita, ampak ta granit ni lokalnega izvora, ampak je iz brazilske Amazonije. Basically, hoče nas prepričati, da so oni v antiki prek Atlantika vlačili enormne gmote, tone, stotine ton granita iz čist nekje druge, čez pač ocean. Malo je tako weird. Pa če že govorimo o teh energijah, to vam bo zdaj zanimivo, ker povezujejo te energetske linije tudi z drugimi piramidami po svetu in Ugandi, ki je potencialno ena. Eni ste totalno za, eni ste totalno proti, ampak v Bosni, v visokem in pa v Angliji, torej Stonehenge in pa megalitske strukture v Peruju. Tako da ja, ljudje se zdaj ful sprašujejo, ali je to eno naključje ali pa je obstajala ena pracivilizacija, ki je mi zdaj ne priznavamo in so imeli znanje nečesa, česar mi zdaj ne razumemo. Nekaj res
bolanga. Skratka, zdaj gremo mečka na debunking vsega tega oziroma zakaj mogoče ne drži. Jaz ne pravim, da drži ali pa da ne drži, ampak ta primer, ki sem ga danes povedala, da so neskončno visoki stebri pod piramidami, je mene naritvrgal, ker sem sprve verjela, ampak gremo malo globi zdaj. New York Post, kjer je bil ta nek basic članek objavljen, je znan potem, da mečka napumpajo stvari oziroma da ni vedno vse legitimno. Potem TikTok videi, ki so se o tem širili in vmes so bili tudi znanstveniki in res navdušeni, pametni intelektualci, ki so govorili, kako je to amazing, da je to fact in itd. Ampak noben dejansko egiptolog ali pa nekdo, ki je javen znanstvenik, ni tega potrdil ali pa se strinjal. Jaz sem potem začela naletovati na posnetke in TikToke, ki so vsi govorili bolj dejanski znanstveniki, so rekli, please ne verjeti, ker ni res, to je pač bullshit in gre za eno zelo staro raziskavo, basically leta 2008 je to prišlo ven. Sploh ena dobro izpostavljaš, kaj tista slika osnovna, kako so iz tiste spackane barvne slike dobili idejo, kaj točno vse spodaj je, tako v detajle, kako izgleda in kakšnih oblik je. Malo je tako, how did you get that idea? Kako sploh, ne vem. Je to možno iz take slike razbrati, so spod neskončni stebri, stopnišči, ne vem kakšne sobane in kjer je materiali, pač how do you know that? In zakaj niste prej tega raziskali, niti približen? Zdaj tako v detajle prej pa niti približen. To določeni doktori, ki sem jih prej omenjala z njihovimi teorijami, piše, da v znanstveni bazi marsikdo ni zabeležen, kar pomeni, da dobro se sliši, če piše zraven doktor, ampak lahko, da ni nekdo, ki je mogoče 100% vreden zaupanja. In še najbolj pomembna stvar, egiptovska vlada ni dala sploh dovoljen, da se tam raziskuje, da se koplje, da se karkoli mučka, tako da kako ne vemo dejansko, kaj se dogaja, če se sploh ne sme raziskovati. Bom zdaj naredila en tak svoj zaključek, kaj jaz dejansko mislim. Meni to malo smrdi vse skupaj. Mogoče sem sam razočarana, da to ni res, kaj meni zvenelo res amazing, da bi vse to bilo pod piramidami, kjer meni iskreno je ful čudna ideja, da so to grobnice in da so toliko truda in poti vzložili not in toliko sveto gradili te piramide, toliko časa in se toliko mučali in vse to. Zato, da grobnice od nekoga mi je bizarno. Razumem, da je bil to bog na zemlji, te faraoni njihovi, ampak vseeno. In da so noter res toliko osnutkov za električno napeljavo najdali, isto kar danes uporabljamo, mi je ful bolj všeč ideja in ful bolj fascinantna, ker težko verjamem, da smo mi prva napredna civilizacija. Jaz osebno mislim, da več kot v zgodovini že prišlo do visoke civilizacije, ki so se mogoče razvili v majčkeno drugo smer kot mi, na drug način kot mi. To ne pomeni, da si mogel nujno imeti iPhona, ampak pač v druge smeri so se razvili, ker mi nismo razviti. Recimo, mi nismo spiritualno razviti, pa smo ful spiritualna bitja ljudje, ampak smo odklopljeni, ne razvijamo se v to smer, nismo več zdravilci, nismo več prevodniki energije tako dobri, ker smo pač vsak svojemu bablu. To jaz mislim. Tako da ja, upam po tih, da je piramida bila namenjena nečemu večjemu kot pač samo neka grobnica. Je pa čuden, ker vsi ti egiptologi, ki so prišli pogumno zavrniti vse te ideje in hipoteze in teorije, zakaj nimajo odgovorov za nas, zakaj še vedno ne vejo, kako dejansko je bila točen piramida zagrajena, zakaj ne obstaja tehnologija, če smo toliko tehnološko razviti, neki, da dejansko pogledajo v zemljo, kaj hudiča je tam, a res nič ne obstaja, če imamo vse možne naprave, da pogledajo znotraj našega telesa, če gremo v vesolje potovati, kako še vedno ne moramo vedeti niti približno, kaj je pod piramidam. Če pa res samo nočo, da tam kdo raziskuje, pa spet, zakaj ne? I wonder. Mogoče se komu res sam ne ljubi prepisati in napisati nove zgodovine, če je stara, fake in zlagana. Tako da napišite, kaj vi mislite. Lepo je bilo pohangati z vami. Alien mama out, pa se gledam naslednjič. Pridni bodite. Aj, čau.